ste kljubovali temu vremenu, sem on zadelal džolkov na to forum, ampak vem, da če slabo vreme, meni se mi je dali odvan, tako da sem jaz vam hvaležen, ko ste prišli nas poslušati. Preden predstavim gosta, ki mislim, da ni treba prav posebej predstavljati, pa vendar iz čistega protokola, ampak preden jo pa predstavim, moram povedati, tako en kratek uvodni nagovor. Eden naš dober kolega in prijatelj, pravzaprav Miha Blažič Antoko, glasbenik, kolumnist, aktivist in tako naprej, je enkrat nedavno gostoval na eni oddaji na TV3, ki jo vodi nek Pirkovič. To je, o tem človeku vem sam to, kljub temu, da sem 3 leta popolna mladini, da je napisal himno stranki SDS. In to je Igor Pirkovič. Kako mu ime? Igor Pirkovič. Me veseli, da vi to veste, jaz nisem zdaj. No, ampak ni to bi pozabil, ampak ne moram. A ne, pa dobro, to ni niti toliko pomembno. Antoko je bil gost v neki pogovorni oddaji, ki se je dotikala vprašanja beguncev, migrantov in tako naprej. In same varnosti, ki jo oni, oziroma nevarnosti, ki naj bi jo pomenili za Republiko Slovenijo. Antoko je seveda zastopal stališča, ki gredo proti represiji, bildanju represije v državi, proti militarizaciji meje in tako naprej. Nasproti sebe je imel pa nekega zanimivega sogovornika, Anton Trauner, ki je tudi, ko je bil visoki uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve, pa je že delal za nek švicarski lobistični sklad CDAF, ki se ukvarja s prodajanjem represivnim aparatom, v raznih oblikah. No, ta Trauner je pol dejansko tudi presedlal v pisarno CDAF-ja. In Antoko mu na neki točki reče, ja, ampak halo, mislim, po vseh kazateljih, ki jih imamo na voljo, se zadnja leta oziroma se pri nas varnost povečuje. Na kar je bil odgovor od tegale Traunerja? Ja, v redu se povečuje, ampak percepcija varnosti se pa zmanjšuje. In to je zelo pomembna izjava. Mislim, nepremišljeno rečena, glede na to, da je bila rečena javno, to, mislim, se ne bi smo tega človek privoščiti, ampak je pa tle srž v tej iskrenosti te izjave, namreč na temu sloni nekaj, kar mi imenujemo industrija strahu. To je industrija, ki proizvaja strah in to je industrija, ki seveda služi na račun tega strahu. Ta industrija je zasidrana v različnih podjetjih, ta industrija živi v političnih strankah, ta industrija je prisotna vedno bolj in bolj v določenih državnih organih, začenši z Ministrstvom za notranje zadeve. To je industrija, ki ustvarja dejanski kapital, ki se ga da meriti v evrih, in je industrija, ki ustvarja politični kapital, ki se ga da meriti v volivcih in volilkah. Naš namen je danes pravzaprav osvetliti to industrijo strahu, ki dejansko kontrolira oziroma ki dejansko živi v državnih organih in v določenih podjetjih in kako se to nam prodaja in kaj to pomeni za našo družbo. Politike in političnega populizma danes ne bomo toliko obdelovali. Menimo namreč, da ljudje ne poznajo nekih drugih ljudi, nekih drugih akterjev v naši družbi, ki so pa pravzaprav zelo pomembni za stvari, ki se v naši družbi dogajajo, kar se tiče represije in tako naprej. Z tega vidika pozdravljam dva zelo dobra novinarja, ki jo zelo cenim tudi kot prijatelja, to je Kristina Božič iz Večera prej iz Dnevnika in pa Uroš Kamberger iz Dnevnika. In danes bomo govorili, kot sem že nakazal, o industriji strahu. In menim, da je ta moj uvod malo predolg, ker sem si ga zamislil, tako da bomo šli kar na prvo vprašanje, da začrtamo. Pozdravljena oba, seveda, hvala tudi vam za prihod. Proti koncu našega pogovora, ki bo trajal, jaz predvidevam kakšno urco, dobro urco, pa ki tako, da ste vabljeni s kakšnim komentarjem ali pa vprašanjem, lahko tudi prej, če te res ocenili, da morate. Ampak dajte nam vsaj nekih 20 minut po ure, da mi začrtamo sploh, kako bomo obdelali to tematiko, sklopu katere sta vidva razkrila ogromno nekih podrobnosti, verjamem, da vseh se ne bomo mogli dotakniti, ampak neko sliko pa bomo že orisali.
Če začnemo najprej, da vidimo, na čemu sploh sloni ta strah, jaz bi vprašal, kakšna je trenutna situacija na naši meji. Vidva sta bila na meji, že velikokrat in tako naprej, piraš tudi jutri ponovno v občino Ilirska Bistrica, pa me zanima, kaj vidva opažata, kaj morda pravijo neki uradni podatki, kakšne so razmere pri nas, kar se tiče meje in prihoda beguncev oziroma migrantov. Kdo želi prvi? Ajde, no. Jaz sicer že dolgo časa nisem bila prav na meji, ampak jaz mislim tako, da kar velja misliti pametno v mislih je pravzaprav poročilo, ki je prišlo s strani našega novinarskega kolega, ki je bil pred kratkim v Veliki Kladuši, Gorazd Strečnik, ki pravi, da ljudje še vedno poročajo v Bosni o tem, da so na slovenski meji zavrnjeni oziroma da se njihovih prošenj za azil oziroma mednarodno zaščito ne sliši, ne upošteva. Ob tem se mi zdi pa še vsem pomembno tudi vedeti, da ljudje vsem prihajajo, prehajajo v Slovenijo, vsi ukrepi, varnostni, kakorkoli ne delujejo, edini učinek, ki ga imajo, oziroma ključni učinek, ki ga imajo, je ta, da ljudi potiskajo na bolj nevarne poti in pa da jih delajo odvisne od takšnih in drugačnih posrednikov, od katerih so vse bolj odvisni zaradi tega, ker se pravzaprav legalne poti, možnosti, da bi prišli na varno, da bi tukaj zaprosili za azil, zapirajo. Tako da drugač, mislim, točnih zadnjih številk nimam o tem, koliko je v Sloveniji trenutno prosilcev za azil, ampak mislim, da se številke gibajo okrog 200, tako navad. Ja, azilni dom je ves čas približno na pol prazen, ja, ker ima na Viču ima 200 namestitev, potem je pa še Kotnikova, pa Logatec, pa tako nekako ni nobene gužve. Sicer na meji situacija trenutno je tudi, to je nemogoče vsak dan biti tam, ne, prihajajo pa poročila policije, ker zelo vestno vse policijske uprave beležijo dogajanje pretekle noči, ponovadi so to nočni prehodi meje in zdaj po zimski pauzi, takoj, ko se je otoplilo vreme, je prav videti bilo porast, nekako v zadnjih 4 tednih je na koprskem koncu, ki seže do Ilirske Bistrice, pa potem na novomeškem koncu, ki je tam. To je uprava Novo mesto, ne? Policijska uprava Novo mesto, ki pa ima glavno prehodno območje tam v Beli krajini. Je tako, so številke okrog 20 do 30 na noč, kakšno noč tudi manj. Tudi ni nujno, da to vedno noč, ne, lahko pač v kakšnem drugem delu dneva. Prijimajo jih tudi notranjosti, ne samo neposredno na meji. Nov fenomen pa je, vsaj kolikor sem se uspel zdaj pogovarjati v zadnjem tednu, Kostel. To je pa tam pod Delnice, na hrvaški strani so Delnice, pa se gre pa dol in tam pa grejo čez reko v večjem številu migranti. Nekako en domačin mi je danes prepovedal, da zadnje 2 tedna, mogoče 3 tedne, možno je sicer, da se je tam poostril nadzor v zadnjem času, ker mi je tudi rekel, da so se zdaj v zadnjem času pojavile policijske patrulje, pa tudi vojska, ki jih prej menda ni bilo toliko, tako da lahko da gre to eno z drugim, ne, da so bili prehodi, pa jih niso toliko prijeli, ne, ampak možno je pa tudi, da je to nova pot, no, ker nova vstopna točka, ker nekako tako so mi nekako nakazvali, no, kot da bi se malo preusmerili tudi tja, tam je en most, na katerega pa je policija 13. marca, mi je rekel ta gospod,
namestila žico in sicer tako po dolgem, to je tako ozek most, mogoče grem zdaj preveč v detalje, ampak ko si sprašal, kakšna je situacija na meji, ja, to je nekaj čisto nova stvar. Most čez reko gre ene tokle širok, pa zelo dolg, se ga vidi tudi na fotografijah, se da najti. Jaz še nisem bil tam osebno, ampak sem pogledal. Tako je, nek 40 metrov je pa dolg, to se pne čez reko, kot ena taka viseča vrv. No in v bistvu je tako gospod rekel, da ne policija, ampak Minis, to je to slavno podjetje, ki je dobilo večino pogodb za žico, sta dva fanta prav od Minisa prišla 13. marca in sta namestila žico, ampak ne tako počes, ampak tako podolgo. Tako da sta v bistvu polovico mostu, do tam, kjer je slovenski del, do polovice, sta napolnila žico v notranjost mostu, se pravi po dolgem. Pa še sta pravi razbila par desk, tako da v bistvu ne moreš hoditi zvezno, tudi če bi šel nekako tam ob žici, ali ne, se je težko predstavljati, ampak da imaš lukno vmes. On prav, to je smrtonosna past, ker se je res zgodil pravi 13. Se pravi z 13. na 14. takoj po namestitvi, da so migranti prišli iz hrvaške strani in so v trdi temi hodili čez ta most, ker, to smo se tako pogovarjali, verjetno so jim kakšni, ki so bili prej na tej poti, so jim rekli, ja, lahko greš čez ta most. In niso pričakovali žice, pa niso pričakovali, da je nekdo vmes polomil tele deske. In sta dva padla, tako mi je ta gospod opisoval, vmes med tiste deske, ki so manjkale, in se obvisela na uni žici. Kot on je prav dobesedno rekel, take vrste pasti so prepovedane za živali, ne smeš jih namestiti živali, ampak ljudem so jih pa namestili, so pa namestili to. In sta tam obvisela, tako da so jo morali dva odpeljati, polka so jo nekako policaji iz tam ven zvlekali, odpeljati v bolnišnico. Kateri policisti, slovenski ali hrvaški? Ne, slovenski. Slovenski. Ja. Tako da to je, kar je novega z meje. Ampak to je časih, to je pa meni malo tako, dobro, vem za to podjetje, Minis, kar se zdaj spet znašlo v medijih, tokrat zaradi tega, ker svoj vrsten primer, lahko rečemo, korupcije? Ne. Neki so, na čuden način so dobili vse te posle. Ampak čakaj, vojska je postavljala to žico, recimo do zdaj. Kako se zgodi, da kar dva pridete predstavnika podjetja? Ne, to so tako, vsi so postavili. Vsi so postavili to žico. Ne? Kaj ti biš? Ja. Se povedete, kar res niso, da je bila res samo vojska? Ne, to so kombinirali. Mislim, da je ideja ta, da vojska načeloma postavlja tam, kjer pa vojska, ne sme, to je ravno naš novinar Klemen Košak pisal, tam, kjer pa vojska ne sme iti, zato ker meja ni definirana, ker imamo to arbitražni problem, tam pa potem gre Minis, tam pa postavlja. Ampak Minis tudi postavlja tiste panelne ograje, ker imajo oni menda poseben stroj, ker to zaprta, ne? To ti rekla, ne? Ne, ok, skratka, sej ne vemo veliko, mislim, ne vemo vsega o Minisu, ne? Čeprav smo se veliko z njimi ukvarjali, znam to je, ne priješ niti do podatkov, ki jih skrivajo, ne? Kdo je pa skrival, to je Ministrstvo za notranje zadeve? Kaj so tiste stvari, ko ste že pa poskušala ugotoviti pri Minisu, pri samem podjetju? Jaz mislim, da sem tako takrat na začetku, ko je to zgodba vam prišla, predvsem kolegica Meta Roglič, mislim, da tako veliko razkrila teh nepravilnosti glede samega postopka naročanja. No, kar je zdaj v bistvu zabavno, je, da je Agencija za varstvo... Vsi slišite? Ja. Pardon. Agencija za... Ni varstvo konkurencija, ampak je varstvo, tudi zadnje, ko smo delali. Skratka, nek državni organ je šel nadzirati sam postopek javnega naročila, zato ker je
KPK to prijavlja in so ugotovili, da je Minis ponaredil dokument, s katerim so zagotovili, da so bili nekaznovani. V resnici pa so, oziroma da so imeli plačane vse obveznosti, kar se tiče davkov in socialnih zavarovanj. In je potem v bistvu ta agencija državna tudi zadevo naprej predala na sodišče, kjer je zdaj na prvi stopnji v bistvu so bili tudi obsojeni že, je pa postopek v pritožbi, zaradi tega, ker v bistvu je nezakonito. Izkaže se, da je samo naročilo žice bilo izvedeno na nezakonit način v imenu varnosti, izrednih razmer in tako naprej. Tako da to, drugače pa, ja, mislim, tako vprašanja so bila številna, ki so se pojavljala, tudi mislim, da je veliko še neodgovorjenih zaenkrat glede samega lastništva oziroma odkje tem ljudem, kako so se znašli ravno tam, kjer so se v tistem trenutku. Marsikdo pa pravi, da je dejansko šlo za naključje, no, da tukaj, mislim, da so zelo veliki, da so iskali marsikaj, ampak da niso zaenkrat še nič našli. Tako da to. Ja, dobro, si nameniš se dogaja marsikaj nezakonitega, vključno tudi s tem, da se nezakonito vrača ljudi, ki smo jim dolžni, če prosijo za azil, če prosijo za mednarodno zaščito, pač kot neka regularna obstoječa država nuditi to zaščito. Ne? Nismo edini, ki to počnemo, da nezakonito vračamo ljudi, ki prosijo za mednarodno zaščito. To mislim, da počnejo pravzaprav vse države, ki so bolj v stiku s temi nekimi tako imenovanimi koridorji. Celo iz Italije jih vračajo nezakonito v Slovenijo, berem zadnje čase, in potem nazaj. Ampak vseeno sem še kar malo ostal pri tem mostu. Kaj misliš, da bo iz tega? Ker nekaj čakaj malo, to je pa je res smrtonosna past. Verjetno bodo oni mislim, ker komunikacija poteka, ne, migranti, verjetno se bo razvedel, da tam ni zahoda. No. Že, ampak kaj pa na čisto zakonsko gledano, ker mislim, da tega se pa ne sme na tak način početi, uničiti mosta, dati žico. Pričakuješ karkoli tle, so... Ne vem, kakšen je status tega mostu. Ne vem, ali to urad. To je en star most, ki je v bistvu prv. Menda so jo domačini izdelali enkrat v 60-ih, tako da so lahko šli čez reko. Ne vem. Ni jasen status. Ne vem, ali to zdaj uničenje neke javne lastnine tega prezna. Ampak jaz mislim, da tukaj se ti pokaže tudi v bistvu problem sistemski, ne, ker ni pravzaprav, oziroma zdi se, ne, da ni organa, ki bi izpostavil ravnanje, ki se vsekakor zdi protipravno, nehumano in da bi pač najdel nek zakonski člen ali pa člen ustave, po katerem je to nesprejemljivo v pravni državi, kar ne bi Republika Slovenija bila in zahteva odgovornost pač organov, ki to izvajajo. Ker vedno, zdi se, da se skozi zapletamo v to, ja, ampak mora biti nekdo konkretno oškodovan, mora ta oseba se izpostaviti, vložiti tožbo, dokazati, da je bila poškodovana ravno zaradi tega, ker je nekdo tam nastavil to žico. Skratka, kar naenkrat se pol postavi zelo zakompliciran pravni sistem, ki zagotavlja zelo dolgo in na trenutke zdi se nemogočo pot do pravičnosti. Tako da, mislim, se mi zdi tudi pri teh vprašanjih pushbackov, povračanj, se je pokazalo ravno to, da v bistvu zmanjka nek organ, ki bi šel pregledovati v bistvu samo zakonitost in ki bi lahko potem tudi odločil oziroma vzpostavil odgovornost teh ljudi, ki so te odločitve sprejeli. Ne vem, kako bi sploh dokazal, ne vem, ali to pravi izraz, da je pushback oziroma nezakonito vračanje, ne? Ok, da se bomo zdaj v terminologijo zapletali, ker recimo, ko je varuh človekovih pravic šel na mejo v okviru enih svojih pristojnosti, zraven je šel tudi pravno-informacijski center kot sodelujoči v teh postopkih, takrat so policisti seveda zelo lepo ravnali, ne?
z ljudmi, ki so prišli čez mejo. Ni bilo nič takega, kar, mislim, kakšne malenkosti so jim očitali, ampak jasno, da takrat niso nezakonito vračali ljudi, ker pač bi dobili, mislim, se bi jih bil. Potem, ko je UNHCR prišel in enako spremljal postopke na meji, so seveda pač policisti vse pravilno naredili. Varuh, se pravi, to je bila še prejšnja varuhinja, se je s temi postopki ukvarjala, precej časa, je svetovala, da bi postopke snemala. Da bi bila po pravilu tam kamera, ki bi čisto vse posnela, kako poteka postopek in da bi se potem slišali na posnetku pa videli, ali je človek zaprosil za azil ali ni. Ker sicer če nihče ni zraven, tega ni mogoče ne potrditi, ne zanikati, tako kot pravi varuhinja. Kar je sicer že kar velik, kako se temu reče, standard suma. Zdaj, če bi policija bi lahko sama podskrbela za dokaz, da je omogočila prošnjo za azil vsem, ki so prosili za azil. Tukaj samo mogoče popravo odprej. Zelo moramo paziti, ker vsi, ki imajo kakšen problem z migracijami, pravijo, Slovenija ni dolžna nuditi zaščito. Res je, ni dolžna nuditi zaščito, mora pa speljati postopek, v katerem se ugotovi, ali človek potrebuje zaščito. To je zdaj zdaj čisto. Hvala, to si me dal. Čisto zato, da ne reči, da mi hočemo, da bi Slovenija vsem dala zaščito. Ne, tistim, ki so do nje upravičeni, ampak zato mora teči en postopek na MNZ. To je samo. No, nezakonito seveda, če se tega postopka ne omogoči. Drugi problem pa je pri preverjanju, so pa prevajalci. Prevajalec govori z tistimi, ki ne znajo angleško in samo on ve, kaj je človek rekel. V jeziku, paštu, arabščini, karkoli, farsi. Tam, kako nadzirati prevajalce, tega tudi, ne vem, zaenkrat je MNZ ni pokazal neke velike volje, da bi zagotovil, da bodo prevajalci zagotovo vse naredili tako, kot je treba. To ni tožba prevajalcev, ampak ne vemo, kaj se dogaja v teh prevajalskih postopkih. Tako da, poanta je, da je zelo težko v bistvu nadzirati te postopke. Ampak krati, si pa in ti, in jaz, mislim, oziroma dva tista zapisnika, ki jih človek dobi po nekakšnem naključju, znotraj policijskih zapisnikov so nelogičnosti. Zapisnikov pa dokumentov, ki jih je policija dala kot navodila policistom, kaj naj počnejo. Ampak tudi recimo ljudje v Bosni, ki pridejo potem z dokumentom in plačilnim nalogom, da morajo plačati še kazen, potem, ko jih vrnejo nazaj čez državno mejo, najprej na Hrvaško, se jim tam zgodi, kar se je. Tukaj je zanimivo vprašanje, ki je meni nekdo vprašal, zastavil, pa nisem znala odgovoriti, ampak zakaj se je hrvaški policiji splača pretepati? Pa krast ljudje, pa begunce. Tako, zakaj oni to delajo? To te je vprašal? Nekdo. Begunce? Nekdo, ne vem, v resnici sem res pozabila, ampak da kaj je kle logika? Slovenci, to, kar so poročila bila od Amnestyja, od PIC-a, v bistvu kažejo na administrativne postopke in kršitve. Obtožb, da je slovenska policija nasilna, je zelo malo. Medtem, ker na Hrvaškem predvsem so obtožbe nasilja, ker se v administracijo niti ne spuščajo. Zakaj? Kaj je v bistvu tukaj, kdo kaj da hrvaški policiji, da se grejo to, oziroma kje je njihov interes? Če to ni retorično vprašanje, meni je popolnoma jasno, zakaj. Meni se ne zdi še kar logično. Meni se zdi, če prvo je to strategija odvračanja,
Drugo kot drugo, oni to počnejo v državi, kjer je na oblasti desnica, ki je kar zapadla v neko skrajno desnico. Imaš tam posameznice in posameznike, ki če gledamo mi hrvaškega notranjega ministra, pa obljubim, ne bomo zdaj preveč zatavali, samo da to govorim, Davor Božinović, on bo res ob vsaki obtožbi bodisi Amnesty International, Human Rights Watch, kateregakoli tujega mednarodnega organa, bo vedno branil svojo policijo. In kar je, razumem jaz to, ampak tam se pa pač razume, da lahko vendarle si privoščijo kaj več, ker pa morda ni tukaj. Što je ta problem? Ker jaz nočem biti zdaj tukaj preveč spekulativen na nek sloben način, ampak mislim, da če bi mi imeli neko drugo skrajno desno oblast v Sloveniji, bi morda poleg še kakšnih pretepanj na meji strani policije imeli tudi obljubljeno nam domoljubno narodno gardo, ki jo en politik hotel ustanoviti, tako naprej bi se lahko marsikaj dogajalo. To so ti čeji. Ampak veš kaj, meni je ena stvar, jaz bi šel tukaj... Ne vem, če je nujno, da bi naša policija to moraš imeti ljudi, ki so pripravljeni to delati. Ne vem, okej. Jaz sem jih na meji videl, nekaj, ko je bilo, da se reči samo prihajali. Mislim, da ti ljudje bi kar pretepali, ko so se vedeli do beguncev, ki so prihajali takrat res množično 2015-2016, so se eni ljudje vedli do njih, kakor da videl sem, da so ponavadi to ti policisti, ki so poklicani na nogometne tehnike. Ker je bil to tak odnos. Možno, da so. Mi delamo, ipak imamo v načrtu, ne da delamo, ampak imamo v načrtu, imamo neko idejno zasnovo, da bi naredili nek dokumentarni film, katerega naslov bi bil tudi Industrija strahu. Zdaj, to vam povem sam zaradi tega, da svoje kolega vprašam, če se vama zdi smotrno potem da, če ne. Ni treba, da vse informacije zdaj grejo ven, ampak če smo mi, pač v javnost, da jih mi povemo, glede na to, da nas tudi snemajo. Lahko govorimo o nekih postopkih, ki se zgodijo na naši meji, so pa potem še neke nelogičnosti, nejasnosti oziroma neki čudni, mutni posli, da se tako izrazim, ki se dogajajo potem pa v azilnem domu v Ljubljani. Ko imamo primere, ko ljudje izginjajo. Če bi vidva želela kaj o tem spregovoriti, ali se vam zdi ta informacija, da bi jo podala preuranjena? Ne, pa se to se ve. To se ne ve povedalo. Ne se kar povej. To je nekako dolgoletna praksa, da Slovenija je dolga leta bila nekako v poziciji tranzicijske države in v azilnem domu ni preprečevala nekih dejavnosti posameznikov, ki so omogočali, da so tisti, ki so bili nekaj časa v azilnem domu, odšli naprej v Evropo. Ta transport je ves čas potekal, zdaj v tem so sodelovali kakšni, ki so bili tudi sami prebivalci azilnega doma. Resnici na ljubo, oditi iz azilnega doma ni problem, vsak lahko gre ven, ker je odprt. In tudi vsak bi načeloma lahko šel iz azilnega doma na avtobus in se odpeljal kamorkoli, v Trst, v Celovec, sploh prej, ker še meje, ni bilo nadzora na mejah, to ni bil noben problem, ampak je pa res, da zbegane begunce so nekateri, ki so hoteli pač to situacijo izkoristiti, tudi namamali, pa so jim ponudili, ne vem, da jih bojo prepeljali v Avstrijo za toliko in toliko denarja. Skratka, to je vedno potekalo in po vseh informacijah, ki jih imamo, je naš sistem MNZ za to vedel, ampak je to vsem ustrezalo, da ljudje odhajajo, ker tukaj ni bilo na naši strani integracijske politike, ki bi ljudi zadržala in jih upela v slovensko družbo. Bolje je, da grejo naprej, če so že tukaj, ali pa da se jih vrže nazaj na Hrvaško. To še vedno nekako je glavna ideja. Res, da se ves čas kakšni tudi znotraj sistema trudijo, da bi vzpostavili mogoče neko integracijsko politiko, ki bi zadržala malo več ljudi, to ni, kako bi rekel, popolnoma izključeno, je pa zelo marginalizirano.
Ti si vprašal? Ne, to je v redu. Jaz se samo sem skupaj, primarno dvema, tle imajo vaje včasih, tako da na to ne moramo vplivati, jaz upam, da ni preveč moteče. Zame osebno pač ni. Imamo nek soundtrack, neko podlago. Ok. Zdaj smo približno razjasnili, vzeli smo si cajt, ampak smo neke stvari povedali. Meni je ta most še vedno, me najbolj nervira ta most. Veš kako, da ne bomo zdaj preveč vsem državna mosta, čeprav te razumem, sliši se strašno. Meni je to en gospod govoril, pa še ena gospa posredno. Tako da, pa policija mi je potrdila, da sta bila dva, ne, da je bil en poškodovan. Ta dva pa trdi, da sta bila dva poškodovana. Ampak zdaj, a so tisti, res prišli pa res zgodili deske? To mi je še vedno. En samo je to rekel. Jaz tudi sem za to, da gremo naprej, ipak smo rekli, govorili bomo. Super je bil ta oris neke situacije. Pravzaprav mi je bilo meni osebno že vse povedano na samem začetku, ko je bilo rečeno, da so pač naši azilni domovi nekako ne pol prazni, oziroma pač niso zapolnjeni, ne poka sistem po širih in tako dalje. Zdaj ne. Ja. Je pa res, da lani poleti, preden so začeli zavračati, se pravi, nezakonito vračati ljudi na Hrvaško, pa se jim je kar napolnilo. Se jim je. Lahko to pričakujemo nekako s poletjem. Pa ne vemo. Ne vemo, kaj bo policija na meji počela. Zdaj, itak poskušajo, oziroma načrtujejo te sprejemne centre že kar na meji, tako da bi tam imeli namestitev. Pa ne bi niti v azilni dom vozil. Je pa res, da se je v naši družbi, zaradi prihoda vseh teh beguncev, dobro nekatere stvari, govorim 2015-2016, in to, da zdaj recimo prihajajo, jaz sem iz Ilirske Bistrice, pri nas je bilo vedno tako, ko sem jaz najstnik v 90-ih letih, pa tudi malo postarejši, pri nas si sam vsake toliko slišal, da so kakšnega znanca, ki si ga imel, ki je prej prodajal droge, pa mu ni šlo dobro od drog, no, pa so ga pa policisti zalotili še pri tem, da je neke Romune, Pakistance, tako peljal čez meno, pol si vedel, ok, tega človeka zdaj 6 mesecev ne bom videl, ker so ga pokasirali policisti in so ga odpeljali v zapor, ali šta god, včasih niti to ne. Tako, pri nas je to vedno prisotno, danes je popolnoma drugačna slika. Danes smo šli v Ilirske Bistrice, kaj boš jutri videl, če so še pogovarjal z ljudmi, ki predstavljajo občino in raznimi aktivisti iz mejnega prehoda Jelšane, aktivisti proti beguncem. Še vedno, ko boš tudi ta občutek vrenja in tako naprej. To je nekaj, kar politika seveda daje od sebe. Ne govorim tukaj samo o nekih izrazito desnih političnih opcijah, ampak tudi te sredinske in tako naprej. CRF je bil premier, seveda je poudaril to varnost in tako naprej. In vemo, kaj to prinaša s seboj. Problem je meni tak, ker nam oni tega dovolj odkrito ne povedo. Vam dal sam en primer, preidemo izrazito na MNZ in to industrijo strahu in to povečanje represije v naši družbi, ki poteka že nekaj let. Jaz sem danes malo pogledal svoje članke, ko sem jih pisal še za Mladino leto 2006 in tam je en članek, v katerem sem jaz navajal, že takrat se je policija prizadevala kupiti, oziroma določeni predstavniki policije so zgovarjali idejo, da je treba iti v nakup električnih paralizatorjev. In seveda se je javnost zgražala in na teh električnih paralizatorjev ni bilo nič. In vem, da to ni bilo, ne vem, če je bilo prvič, vem, da je bilo zadnjič. Tudi pred tem prihodom, masovnim prihodom beguncev 2015-2016. Potem imamo pa seveda primer, ker Vesna Gjorkoš, Žnidar, Jerkeš. Jaz sem kar malo ponosen, da ne vem njega primka, zato da se trudim, da ne rabim vsega vedeti, sploh na takli. Ampak okej. Imate skoraj konferenco, na kateri reče, ok, mi bomo kupili električne paralizatorje, tako imenovane elektrošokerje in vodni top zaradi beguncev. In seveda, da je to sprejeto. Jaz ne nasedam temu. Jaz mislim, da so se oni naučili nekaj od teh slovenskih ustaj takrat, da bi morda njim dodaten vodni top prišel v tem primeru, če to eksplodira. Ker pri nas, če govorimo o varnosti, jaz vidim dolgoročno problem neke socialne varnosti v obliki socialnega miru.
Ker nekim generacijam bo moralo prekipeti. Čudno je, da že našim. Tako da, od katere točke naprej bi vidva začrtala, da od tu naprej pa lahko resnično govorimo o neki industriji strahu oziroma o akterjih, ki so del te industrije strahu in tudi dejansko profitirajo, če se osredotočimo morebiti za začetek na MNZ, ki je, kot razumem tudi jaz iz naših nekih privatnih pogovorov, pravzaprav postal država v državi. To se mi zdi, da se pa res ne ve veliko o tem. To je široka tema, je tudi široko zato zastavljeno vprašanje, da lahko vidva začrtata pot, ker sta to šla zelo razkrivati. Ne sprašujem. No, začeti pa bo ona po nadaljevala, se vredi? MNZ. Se pravi, od katere točke naprej si vprašal? Kje vprašamo povečano stopnjo? Ravno danes sem šel pogledati ene številke, ki me vsakič fascinirajo, jih večkrat grem gledati. So zelo neskladne s tem, kar poznamo danes. Leta 2000 so policisti na meji prijeli 35,000 ljudi v celem letu. Lani so jih, pa je bilo zelo krizno leto po tej interpretaciji MNZ sedanji, so jih 9,000, se pravi, to je 4-krat več jih je bilo leta 2000, na Hrvaški. Se pravi, takrat so jih sicer na različnih mejah lovili, ampak na hrvaški meji so jih takrat 25,000 prijeli. Pol leto kasneje je to malo padlo, pa so prišli na, ne vem, recimo, mislim, da je bilo 20,000 pa naslednje leto, v celem letu. Pa to se spomnim, nisem danes vsega gledal nazaj, ampak se spomnim, ker sem pa že vse ta leta pregledal, se verjetno je še do drugane. Te številke so bile res zelo visoke takrat, tako za današnje čase alarmantne, bi rekel. Takrat ni bilo to čisto alarmantnega, pač ljudje so hodili čez mejo, tudi če si govoril z ljudmi na meji takrat, so ti pač povedali, ja, so tle prišli, so bili zmatrani, smo jim dali za jest, so šli naprej. Noben ni panike iz tega dela. Verjetno so imeli kakšne sestanke, notranje, interne, ali to bilo na ravni evropskih držav, ali je to bilo na ravni mogoče naše policije, pa so se nekako pogovarjali, kaj ćemo narediti, ampak vse skupaj tako tega prizvoka nevarnosti, kamoli strahu ni bilo, ne vem, da se tega ne spomnim. Zdaj prav to, da bi pa bil prelom, je pa verjetno res nekako bolj tam okrog leta 2015 verjetno, takrat se je nekaj zgodil tako zares, ne vem, če je bilo že prej kaj tazga. Mislim, kar se meni zanimljivo je 2000, Slovenija še ni bila v Evropski uniji. Res, ja. 2004, v bistvu 10 držav postanejo članice Evropske unije, 2 leti kasneje postane pa še Bolgarija in Romunija. Kar naenkrat, predvsem zahodni del tega, kar pač danes prijavimo kot Evropsko unijo, dobi ogromen del notranjih migracij. Že prej v bistvu v 90-ih letih se je v imenu Schengena in odprtih meja znotraj Evrope pač začelo graditi na tem, da se dela meje zunaj, da bodo okrog meje zavarovane, zato da se bo zagotovil svoboden pretok znotraj Evropske unije. Novim članicam se je to nekaj časa v bistvu preprečevalo, ampak potem v nekem momentu pa vendarle se mogli spustiti, torej, da so in Bolgari se začeli svobodno gibati po celi Evropski uniji in po Romuniji. Tako da jaz mislim, da tukaj ne gre za pozabiti na vpliv v bistvu Evropske unije in evropskih politik na tudi same države članice in kako se percepira oziroma kako se razume migracije in dejstvo, da Evropska unija bila nekaj časa zadovoljna v bistvu s to vlastno notranjo migracijo in kako so migranti znotraj Evropske unije potovali
zdaj pač v zadnjem času, oziroma je pa recimo spet nekoliko več, zaradi tega, ker so se odprli ta vojna področja bližje Evropi, ne, da so prišli v Evropo. In tukaj, in tukaj pol se v bistvu lahko, po moje, čisto navežemo pravzaprav tudi na raziskovalce, ki se s tem v bistvu ukvarjajo znanstveno in akademsko, ki gledajo tako v bistvu sam denar, kam ta denar gre, kot v bistvu to, kdo je tisti, ki analizira situacijo, ne, ki ugotovi, da so migracije problem in to je v glavnem varnostna in vojaška industrija. Oni povejo, kakšna je varnostna situacija, ker je njihova optika ta, da je treba zagotoviti neke varnostne vojaške odgovore, ponudijo tudi take sami varnostne in vojaške odgovore, rešitve. Hkrati se pa potem izkaže, da so oni pravzaprav tudi tisti proizvajalci, ki te rešitve potem prodajo in hkrati kot lobisti oziroma plačujejo lobiste za to, da vplivajo na politike, da to v bistvu sprejmejo in komponirajo v svoje politike. Ne. Skratka, oni bodo povedali, to je tako, ne, reakcija mora biti taka, hkrati so pa tudi tisti, ki potem poskrbijo za to, da res Evropska unija ali pa pač država Evropske unije reče, reakcija bo taka, zato bomo namenili toliko in toliko denarja in oni reče, ja, lejte, to je pa naš produkt, ki vam ga ponudimo in je točno to, kar smo vam ponudili prek analize rešitve. Tako da in Pa mislim, tle jaz vidim osnovni problem, ne, da Slovenija MNZ pošlje Benigerja, ki je bil takrat, kaj bil Boštjan Beniger, ki je generalni načelnik policije in preomenjenega Antona Travnerja, pošlje jih na neko kvazi izobraževanje, ali kako je že to bilo, tamule švicarskemu lobističnemu skladu, CDAF, se pravičem, ki ga je sicer ustanovila švicarska vlada, ampak je privatno podjetje, kakor sem jaz vse to skupaj razumel. In oni imajo roko v MNZ-ju, neki javni državni instituciji in prodajajo rešitve za neke obstoječe probleme, varnostne probleme. Seveda jim je v interesu poudarjati, da imamo mi varnostne probleme, če nam seveda potem zagotavljajo rešitve za njih, kaj mi potem seveda plačujemo. In me zanima, kako sta vidva, kako kaj dojemata MNZ v teh zadnjih nekaj letih. Jaz se strinjam, da recimo mi mejo drugače obravnavamo, strinjam se s tabo od 2015-2016, ko je res bila katastrofa. Ne pozabimo, da smo mi v Schengenu stopili leta 2004. Takoj smo stopili, kasneje? Ja. Čakaj, 2004 smo stopili v Evropsko unijo, no malo zatem vem, da smo stopili v Schengen. Mi smo zelo hitro skakali, evro, vem, da smo leto dni po prihodu v Evropsko unijo, 2005. In tako naprej. Ampak čim smo se mi znašli v Schengenu, je meja postala nekaj drugega. Meja ni bila več tisto, samo nekaj, kar nas loči, neka brv, nek potok, pa lahko gremo čez. To je na nek način že takrat začenjalo postajati militarizirano, ker pač ti braniš zdaj celotno Evropo. In seveda to se naseli potem tudi v zavest ljudi. Jaz vem, koliko je novih policistov prišlo leta 2003, 2004, 2005 v Ilirsko Bistrico in tako dalje. Tako da, mene zanima samo, kako vi pa gledata položaj MNZ-ja od recimo leta 2015-2016, o kakšnem MNZ-ju mi pravzaprav govorimo, napram recimo prej. O teh stvareh bi jaz malo na tej točki zdaj spregovoril. Kakor sem jaz iz pogovorov z ljudmi, ki so bili v MNZ, razbral, kakšni so pa še, ali pa v teh službah, ki so okrog, je MNZ vedno bil prežet z represivno miselnostjo. Mogoče ne v tem demoničnem pomenu besede, to kolikor tem, pač kar je namen tega ministrstva, ne, da varuje in preprečuje. Ne. To je vedno bila narava tega ministrstva. Ne. In to pa ni bilo vedno zacementirano. Ne. So bila obdobja, ko se je to ministrstvo tudi
odpiralo, rahljalo, kakor se to nenavadno sliši, je inkorporiralo v svoje delovanje tudi človekove pravice, kar sicer bi moralo jasno, tudi sicer, ne, ampak očitno je to tam problem. No, pa se je pa spet nekako vračalo v bolj represivna obdobja. To je bilo odvisno od tega, katera vlada je bila, ali kdo je bil vod na čelu ministrstva, ali pa kaj so bile glavne točke, ki so bile program dela MNZ. No, ampak jaz kar hočem reči, da ni nujno, da se je to ministrstvo zelo spremenilo. Kakor sem razbral, sploh se ne štejem za eksperta za MNZ, sem pa kar z nekaj ljudmi govoril. Mislim, čeprav razumem, je MNZ tak, kot je zdaj, je točen tak, kot je. To je prava narava MNZ. Zdaj. To je naše ministrstvo za notranje zadeve. Tisto, ki smo imeli najprej občutek, da je bolj prijazno do tujcev, no, tle največji problem je s tujci, jasno, ne. Tam je zelo jasna ločnica na MNZ. To so naši, te pa niso naši. Ne. No, takrat, ko je bilo bolj prijazno do ne naših, takrat je to bilo nekaj posebnega za MNZ. In je bilo to posledica enega velikega napora vodilnih, da so poskušali to lahčati. Z nekimi spodbudami, nagradami ljudem, da so malo začeli drugače gledati. Ne, tako nekako vse. Upam, da ima to smisel. Ja, jaz mislim, da sem se zmrdila, da bi mi pogovarjala čisto z MNZ, kako Uroš. Mislim pa, da je pomemben ta del. MNZ je v bistvu pač ministrstvo, ki skrbi za varnost države in ker se je migracija predstavila predvsem kot varnostni problem, je MNZ postalo ključno ministrstvo, da je o tem govorilo. Potem se mi zdi pa pomembno, da tudi MNZ dostkrat sam se mi zdi nekdaj rekel, ja, mi nismo nekaj za socialne zadeve, pa izobraževanje, pa izpostavljalo se je to, da mogoče ni smiselno, da je MNZ tisti, ki mora vse te stvari pravzaprav koordinirati. Vprašanje, ko je tudi ena kolegica enkrat rekla, za njo je bilo groza, ki je prišla na mejo leta 2015 in so bili tam ljudje, ki so iskali zatočišče. In pred njimi edina podoba Republike Slovenije so bili vojaki in policija. Ne. Ni bilo učiteljev, ni bilo socialnih delavcev, ni bilo zdravnikov. Ne. To je bila Slovenija. Ne. In zdaj, če mi kot družba pristanemo na to, da ko pridejo ljudje, ki potrebujejo zaščito k nam, ne, je edino, kar jim znamo pokazati to, ne, se to slejka prej po moje vrne tudi proti nam. Tako da tukaj, mislim, da je pač vprašanje tudi, kako je vlada organizirana, je pa dejstvo, da z tem, ko je varnostna kriza, ne, ki so jo želeli v bistvu dati v roke, da so jo prinesli k nam beguncem in migrantom, pa to verjetno to ni bilo. Je MNZ vsekakor po moje v zadnjih času za prejšnje vlade, smo vsi videli, da je dobil izjemno veliko moč, da se pravzaprav na zakonih, ki so jih oni predlagali, ki niso imeli podpore celotne vladne koalicije ali pa vseh članov vlade, v bistvu se izdeli, da se lomi tako vladajoča stranka SMC, kot celotna vlada. Ne sam zdaj, res se to tudi zgodi. Tako da tukaj je vsekakor v bistvu to ministrstvo zasedlo izjemno pomemben položaj znotraj tega, kaj se je dogajalo v Sloveniji. Ni pa samo MNZ po moje tukaj krivo za to. Ne? Ker če bi oni rekli, ok, ministrstvo za socialo ali pa, ne vem, za izobraževanje ali pa za zdravstvo prevzame en del tega, to ne bomo obravnavali samo kot varnostno vprašanje, potem verjetno bi se tudi moč ministrstva MNZ-ja zmanjšala.
Ne se to je, što moče, ko prosto si hotel razmišljam, kaj bi bilo. Ne, veš kaj, kar se tiče tega, kaj smo mi ljudem pokazali na meji, takrat, ko so prišli k nam. Sej nismo, razumeš, da bi bili ideološki demagogija ali pa karkoli, zošmitrije, kot hočem reči. Jaz si tudi ne morem predstavljati, da tam ne bi bilo neke vojske, da tam ne bi bilo neke policije, zaradi tega, ker je bila situacija absolutno in popolnoma nadrealna. In ta Schengen, za katerem smo se skrivali do takrat, kot trdnjava Evropa, je absolutno padl v parih nočeh. Ampak, veš, kaj je tle država naredila? To jaz ne verjamem, da gre za naključje. Bil je v Dobovi, ali zraven mislim, v Dobovi, bil pač zbirni center, kjer so vozili ljudi. Novinarji smo morali biti in zboru, tam so bila skupaj pol kilometra stran in tam si imel pač tako nek trak, policijski ali nekak. Za tem trakom so morali biti kamere. Kaj je bilo pa na tem polju med zbirnim centrom in temi kamerami, so bila pa blindirana vojaška vozila. In seveda, ko ti to snemiš, ko imaš ti tam neprepoznavno dretje iza ozadja, ko ti nekdo v kamero bruha številke, koliko jih je pa danes prišlo, in za njim sta dve blindirani vozili vojaški, ti ustvariš v državi psihozo, ki absolutno ni normalna. In mislim, da je to bilo absolutno namerno narejeno. Daleč od tega, da bi bil jaz na nek način paranoičen, samo skeptičen sem do teh oblastnikov vedno. Ravno to, kar sem omenil prej. Jaz ne verjamem, da kupujejo vodni top in električne paralizatorje zaradi beguncev. Res ne verjamem. Mislim, kaj, če jih pride 15,000 na dan, tako kot je bilo to takrat, ti bo kaj 20 električnih paralizatorjev in vodni top, kaj ti bo to? Jaz mislim, da imamo neke druge namene. Verjamem, da prav z ustvarjanjem te neke psihoze, varnost. Zdaj jim pada število teh migrantov zaenkrat in tako naprej. Verjamem, da je to v slovenski politiki tudi nesrečen zaradi tega. Mislim, da s poudarjanjem te varnosti pravzaprav bildajo neko represijo, ki bi jo znali v končni fazi obrniti proti svojim lastnim državljankam in državljanom, če bi to na neki točki tako ocenili. Pomislimo samo še na en detalj. Vedno namečajo to varnost v glavo, vse to odvisno z meja, moramo varovati, moramo imeti to, vse karkoli se MNZ spomne, to MNZ dobi. Načeloma mislim, da jim je šlo vse skozi, od zakonov do raznoraznih stvari, ki si jih raznoraznih igraček. Poleg tega smo pa imeli situacijo, da je Sova štrajkala eno leto. Dolg je štrajk, mislim, več eno leto, ali pa približno, okrog enega leta. To bi mene kot ipak nekega državljana te države pa tudi malo zaskrbelo. O tem recimo ni bilo veliko. Što je taka kontradikcija, ko jo opažam, ko ni nekih skladnosti, neke racionalne logike, neke logike pri vsem skupaj. In to so te stvari, ki se mi zdijo, pa me zanima zdaj vajen komentar pravzaprav na to, kar jaz govorim. Kakšna družba mi postajamo po vajenem mnenju? To je zelo težko vprašanje, jaz se opravičujem. Jaz sem samo eno, da mogoče detalj. Prosim, ugasnite kamero. Moje osebno mnenje je, da ni nujno, da je ideja policije nekako nabrati si moč za to, da bi jo uporabila proti svojim državljanom. Nisem nas rekel policija. Ti si govoril o MNZ. Oblastniki, ki kontrolirajo MNZ. Prehiter sem razmišljal. Mogoče treba poudariti, po mojem, policija nima te ideje. Policija sama. Sad ne bomo narobe razumeli. Policija je vesela, če dobi novo opremo, če se opremi, če se uri, če ima situacije, v katerih se česa nauči. Ko res razumem, ampak res spet policijo res nisem ekspert, nekako razbiram, da policija nima ideologije.
No, tako. Naj ne bi imela, seveda, absolutno. Ma se Mislim zdi tudi, da je nima. Ja. Direktne, ne. Ja. Je pa res, da se... Ker jaz grem iz Ilirske Bistrice s prevozi v Ljubljano. To, če me poznate, to je pač neka spletna stran in tam so ljudje, ki ponujajo prevoz, recimo v mojem primeru Ilirska Bistrica Ljubljana. Ogromno jih je policistov iz Štajerske. In meni je to super, ker je to itak delo na črno. Mi se peljemo skupaj v Ljubljano, ker oni grejo pač naprej po Neptuj, Maribor in tako dalje, kamorkoli že. In se pogovarjamo. In oni vejo, da sem jaz novinar. In z enim se, recimo, že kar dostikrat sem se peljal in tako dalje, in mi govorijo o tem, da dela že 11 let dela en policist za, v policiji svetljeno, za 700 evrov neto in tako naprej. Moramo tukaj, hvala, da sem jo opozoril na to, hočem tudi jaz zelo razjasniti, da nimamo mi nobenega problema z ženskami in možmi v modrih uniformah in tako naprej, dokler seveda svoje delo opravljajo korektno, isto velja za vsako delo od novinarjev in tako dalje. To ni noben problem. Okay. Je pa res, da se dotakne nekje policija politike, ne, in če je to na vrhu policije, ne, tam je pa potem že vprašanje, kaj se oni pogovarjajo, a so določeni ukrepi res nujni, ali so na zalogo narejeni, ali ne vem, oni spretno prepričajo tistega, ki odloča o proračunu, da je treba še kaj narediti. Je pa res, da ne vem, to moš ti povedati, no, ampak a so bile nabave razen teh res čudnih, ne, se pravi paralizatorji, vodni top so pa je raben, da bi on že slab, ampak okej. Pa naj rečejo, rabimo novega zato, ker je slab, ne rečejo zaradi beguncev. Ker to nas podcenjujejo, ker nismo neumni. Pol tele droni, ne, pa prepoznava registrskih tablic tle, to je že zelo čudno, ne? Se je tudi v presoji na ustavnem sodišču. Dejansko pa, če je bilo tvoje vprašanje, ali se sistem napihuje na račun strahu, ne, oziroma spodbujanja strahu, ja, to pa ne, mislim, mogoče tako spontano, mogoče ni master plana, to pač gre eno z drugim. Mislim, všeč mi je to, kar si prepovedala to, ja, da v bistvu zunanji, na ravni EU ali pa Evrope, no, da ne govorimo o EU, se to dogaja, ta lobiranje in to, ne. Če se v bistvu sam pogleda denar iz Evropske unije, ne, in tudi tako je za v bistvu sklad, ne, namenjen notranji varnosti, in ta se potem razdeli na varovanje meje pa na policijo. In zanimivo je, da policiji gre recimo na ravni Evropske unije tretjina manj, v Sloveniji pa približno isto. 30,7 milijonov smo dobili v bistvu za meje, za varovanje mej, 9,9 milijonov pa policija. Ampak tudi recimo pa znotraj policije gre veliko recimo za opremo, ne pa za same policist. Mislim, ni nujno to oprema, ki jo lahko policaj uporablja za to, da lahko on bolj učinkovito opravlja svoje delo. Skratka, lahko gre predvsem za neke igrače. Mislim, da so kupili neko napravo za hidravlično odpiranje vrat nekih, ne vem kakšnih, mislim, tako, ker nisem šla več, ampak tako, skratka, zvenelo je zelo nenavadno. Mislim pa, da kled nekaj, kar mislim, da slovenski novinari tudi, če nismo naredili, pa je Špigel pred časom zelo dobro naredil en daljši članek, so šli pogledati v bistvu deportacije, ker del industrije, ki je tukaj zadnji, v bistvu je tudi vezan na to, kaj se zgodi v bistvu z ljudmi, ker jim je prošnja za azil zavrnjena, pa tudi če dalj časa potem, recimo 5-10 let živijo v Evropi, delajo, so se ustvarjali neko življenje, ampak potem vse bolj močna je ta tendenca, da se te ljudi želi vrniti, deportirati nazaj tja, odkudar so prišli.
In skratka, tukaj je potem v bistvu policija tista, ki mora to izvajati. Špigel je naredil v bistvu nek relativno raziskovalen tekst, se je pa izkazali, da so to policisti, ki so zelo slabo plačani, ki tudi niso recimo sploh plačani nadur, kljub temu, da na Švedskem imajo to veliko bolj urejen. Denar pa pač poberajo predvsem te letalske družbe oziroma potem za dejansko opremo, ki gre recimo pri sami izvedbi te deportacije. Hkrati pa tudi ni nobenega mehanizma, ki bi gledal to, a se te ljudje oziroma v kolikšni meri se te ljudje potem vseeno vrnejo nazaj. Torej, ko se jih vrne v Maroko, koliko jih pride potem vseeno nazaj še enkrat v Evropsko unijo. Sploh zaradi tega, ker so v bistvu celi sistemi narejeni in financirani strani mednarodne organizacije za migracije, kot ljudem dejansko dajo denar, ko pristanejo nazaj v svoji domači državi, zato da bi tam potem se zaposlili ali kakorkoli, nekateri pač lahko uporabijo ta denar tudi zato, da pridejo nazaj oziroma poskusijo svojo srečo ponovno. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno se zavedati, da mislim, saj kar jaz vidim, ne vidim tega, da bi policistom se povišalo plače ali pa ne poskrbeli, da imajo boljše gojzarje ali boljše obleke. Tam se po moje špara, tako kot se vse do zdaj špara. V bistvu denar se pa daje v to tehnologijo, razvoj nekega sistema na to avtomatiziranih robotov, ki človeka pravzaprav poskušajo narediti vse manj pomembnega oziroma ki odločajo na mesto ljudi. Jaz bom te skočila sicer nazaj, ampak si vprašal prej, kam gremo, pa mogoče to niti ni direkt vprašal, ker se mi zdi pa pomembno tako, ne vem, vprašati, ker jaz mislim, da del problema smo tudi mediji, kot delujemo zdaj, oziroma predvsem recimo mediji na internetu, kjer vsaj v slovenskem prostoru je še vedno ključ, ki ga razumejo mediji do uspeha, kliki oziroma klikanost, obiskanost in kar se verjame, da pritegne klike, so neka ekstremna stališča, oziroma, kot rečejo moji kolegi tudi, kri pa rit, recimo, ali pa pač nek drug, dost vizualno privlačen del telesa. In jaz mislim, da na ta način, če na to pristanemo in tega ne reflektiramo, dejansko ponujamo sliko družbe, ki ponuja same ekstreme. Predvsem tiste bolj antipatične ekstreme, zaradi tega, ker se verjame, da to se bo klikalo in zato dajmo tega čim več ponujati. In potem tudi družba, v katero se gledamo, nam ni všeč, lahko tudi producira lasten strah. In jaz se bojim, da je zelo malo v resnici te refleksije, tega, kaj s tem ustvarjamo. Hkrati imamo pa politike, ki znajo to zelo dobro izkoristiti. Ampak tukaj gre dejansko smislen za širše sisteme tega, kaj vidimo, da prav internet ali pa družbena omrežja, ki so velike korporacije zadnje, ali to Facebook ali Twitter, kako delujejo in kaj je tisto, kar jih poganja. Zakaj so, ne vem, pač posnetki tega zadnjega napada v Novi Zelandiji toliko časa ostali na družbenih omrežjih, zakaj se določene stvari ne umakne. Ker kliki pač prinašajo v bistvu denar. In tukaj jaz mislim, da je v bistvu velik del problema tako razmišljanja oziroma, da je to lahko izredno učinkovito orodje za ustvarjanje strahu in produkcijo okolja, v katerem se potem lažje prodaja orodja nadzora večjega in zatiranja. Ja, se verjetno imajo. Jaz sem dela super zaključek, oziroma si vrnila na sam začetek, vse za mediji in pač tam, da se ne vlaga v neke policiste, da bi imeli malo bolj dostojno plačo.
Zaradi tega, ker pač policijski sindikati očitno niso toliko močni kot neki tuji lobiji, ki prihajajo do MNZ-ja z nekimi drugimi zahtevami, da je to denar to ali pa nekaj drugega. Ne? Kar se same medijske vloge v celotni tej sferi tiče, ne pa pustimo obstranjene skrajne desne medije, je res, ne, spet pridemo do tega letravnerja, ne, da pač percepcija varnosti se pa zmanjšuje. Ja, seveda tejana, se sloni vse skupaj na neznanju, na nerefleksiranosti in tako naprej. Ker jaz vem, da vi njega zagotovo berete, no tako nekako jaz predvidevam, da ste tudi zaradi tega tle, jaz moram upoštevati to, da vam dam nekih, da odprem pač vprašanja in tako naprej. Sam preden bi vam sam prebral, ne bom vam bral, ampak sam ven vam bom zmetel nekaj podatkov, ki sem jih uporabil za en članek za Mladino iz januarja lani, pa da vidimo, gremo skozi, okej. Čez 800 milijonov ljudi na svetu je podhranjenih, trenutno je več 10 milijonov beguncev, v to še vedno niso ušteti okoljski begunci, še vedno ne obstaja statut mednarodni, ki bi njih pravzaprav sploh priznavajo nekako in tudi pomagal potem priti do zaščite. Združeni narodi sicer pravijo, da si prizadevajo, da bodo do leta 2030 popolnoma ukinili skrajno revščino, ampak Organizacija za prehrano in kmetijstvo, ki spada pod Združene narode, pravi, da bo do leta 2030 v skrajno revščino in lakoto potisnenih dodatnih 122 milijonov ljudi, skratka toliko o konciznosti, ne o konciznosti, o konsistentnosti svetovne organizacije. To, kar bi vam pa sploh rad navedel, je pa pač to, ne. Zadeve v Afriki s širjenjem puščav in tako naprej se tako zaostrujejo. Jaz to tudi zdaj malo bolj resno preučujem, ker grem dol snemati ten dokumentarni film v Zahodno Afriko pa v Sahel. Grem iskat razloge, vzroke, zakaj ljudje množično v milijonih zapuščajo pač svojo zemljo, svoje domovanje, ognjišča, kakorkoli že države in celotno regijo. Več je teh vzrok od islamskega ekstremizma pod pokroviteljstvom Boko Harama, Al-Kaide, Ansar al-Dine, do seveda vedno bolj in bolj širjenja puščav in tako naprej. In veste, tle imamo nekaj res, tukaj jaz vam lahko to komu podam tudi, no. Imam navedene znanstvene neka predvidevanja in tako naprej do konca 21. stoletja, bodo veliki predeli Bližnjega vzhoda in Severne Afrike postali neprimerni za bivanje ljudi, če bodo temperature tako skakale naprej, kot skačejo. In okoli milijarda ljudi v naši neposredni okoliščini, torej Bližnji vzhod, ki mu z razlogom pravimo bližnji, in pa Afrika, okrog milijarda ljudi bo morala zapustiti svoje domove. In to je to, ko se mi pogovarjamo pravzaprav o nekem vodnem toku, vsa sreča je s tem vodnem toku. In ko se pogovarjamo tudi o nekih in odgovornosti medijev in politike in tako dalje, se moramo zavedati, da pač človeško v končni fazi drsi v neko tako katastrofo, da če na človeški ravni, na ravni človeštva ne bo iskalo nekih konkretnih rešitev, ne, potem nam neko šengensko območje in neka meja res ne bo pomagala. To je postalo pa zelo jasno 2015-2016. Da končam sam na eno bolj pozitivno noto, ne rabi biti vsak pogovor, ki ga tle imam v tem, da sem nagajal. Ne, ker gled, aprila nam Toma Krišnarja 15. To veste, da bo spet razpaljotka, ampak to, kar je pozitivno bilo, je bilo to, da so mladi v 100 državah sveta demonstrirali zdaj nedavno, da so rekli, vi ste generacije, oziroma tako, no, mi smo generacije, ki bi radi tudi imeli kaj od tega sveta, ne nam vse uničiti. Jaz upam, da na tej točki, morda pri tej generaciji in pri teh generacijah, ne, mi smo tu samo tako v oporu, prišlo do neke zavesti, ki bo presegala takšne in drugačne meje. To je tako z moje strani. To se mi zdi kot nekaj zelo pozitivnega, zelo sem optimističen postal.
Zdaj bi pa res prosil vas, ukolikor ima kdo kakršnokoli vprašanje, bodi si komentar ali karkoli najkar postavi, si bomo vzeli nekih 15 minut za to, če tudi vi, da ste za to. Potem lahko tudi neko pijačko skupaj spijemo, ali pa kako želite povedati. Ne bomo nikoga ne bomo silili. Eni pridejo večkrat, pa vejo, da je vedno pol neformalno druženje, vsaj še tako dob slave ulice, recimo, in tako naprej. Pa lahko se tudi premaknemo gor v Božida, ki je odprt, ampak nisem vedel, drugače, če je to, bolj pa res še enkrat vam hvala, ker ste prišli na naš pogovor in seveda hvala našim gostom, Kristini Božič in Urošu Škerlu Krambergerju, poprosim za en uljuden aplavz.